Prenet Smerar si je zadnje čase k srcu vzel Homerjevo Odisejo in se odpravil na turnejo po svetu. V nekaj mesecih je bil od Italije, Francije, Bruslja, Kitajske, Velike Britanije, te dni pa se mudi v ZDA. V medijih njegova udejstvovanja v tujini niso najbolj odmevna, kar pomeni, da bodi si ne najde poti nazaj domov, ali pa da ga noben ne jebe 5%. Po moje je krepka mešanca obojga. In če se namerava držati Homerja, ga ne bo nazaj vsaj 10 let. Kar je zadosten razlog, da odpremo šampanjec. Bi pa Cerarjeva turneja 2015 lahko obrodila kakšen oprijemljiv sad. Naprimer, zgoščenko Cerar Live on Tour. Ker politična turneja ti več kot očitno ne uspeva, zakaj ne bi šel v rockerske vode? A? Kako bi izgledali komadi? Vsaki državi bi posvetil enega. Recimo ZDA, recimo dodatna pojasnila. Additional explanation. Recimo, to bi gre v uho. Ali pa kitajski recimo. Gradi Kitajc železno cesto. Ali pa recimo za nemški trg. Eins, zwei, Polizei, tolovaj. Nej tudi Merklova ve, da ne maraš policajev. Ne ve. Pa Francija, država ljubezni. Tam bi recimo lahko prepeval o odnosih med državama, Francijo in Slovenijo. Ljubezen močna tako, da rit bo pekla zelo. Na koncu pa zagotovo še kakšno priredbo ene zimzelene slovenske. Slovenec sem, pa bizgec tudi. Da pa ne boste mislili, da ni rockerjev v Cerarjevi vladi. Narod, kolikokrat se vam zgodi, da vas ustavijo policaji? Kar pogosto je tako. Pa se vam kdaj zdi, da vas imajo na piki? Gašpar, ti ima, da stih policaji imajo tvojo fotko na armaturki. Ti si zagotovljen vir zaslužka, ti ne spaš to kategorijo. Nikoga nimajo na piki, to je njihovo delo, zato jih imamo. No, ko stavijo ministra, ki je tudi kitarist, ki se je peljal iz Špila z bendom, ki se imenuje OF, Over 40, smart, katerega član je, pa je zgodba popolnoma drugačna. Ministra, ki je v petek policistom dal jasno vedeti, da položaj policistov ni tako katastrofalen, kot ga prikazujejo njihovi sindikati, so namreč minuli konec tedna sredi noči ustavili policisti in mu ponudili alkotest. Zato je minister podvomil, ali ga nemara niso ustavili in čakali namenoma. Bogi minister, policaji so ga ustavili, pa zapihat so mu dali. Njemu to valjda ni bilo všeč, zato je šel pa jamrat na Facebook. Pa dajmo analizirati ta njegov zapis. Citat, včeraj mi je uspel še en pobeg iz vsakdanje realnosti, je zapisal. Kako huda pa je tvoja realnost, da moraš bežati, a delaš za trakom na minimalcu. Jamraš, da ti ne dajemo 5 jurjev na mesec za to, da si utipavaš moda, ali koliko jurjev že. No, Koprivnikar nadaljuje, spet citat, na poti domov sem po 2. uri zjutraj imel zanimivo novo izkušnjo. Ste videli? Minister živi čist v drugem svetu kot navadni državljani. To je za njega nekaj novega in zanimivega. A ker si minister, si pa nad zakonom in te ne smejo policaji vstaviti, ali kaj? Prejšnji teden si jih klincal in govoril, da jim ne gre tako slabo, da se pa čudiš. Dobro, pa se je ta veliki škandal končal s pizdakanjem na Facebooku? Ali je šlo za naključje ali res za zlorabo položaja, bo razkrila notranja preiskava. Se pravi, se zabavate, je tako. Ministra ustav policija, zdaj pa notranja preiskava? A bo preiskava za vsega, ki mora pihati? A bo je preverjali zlorabo položaja za vsega, ki ga ustavi policaj? Ste vi normalni, ali kaj vam je? A nismo pred zakonom vsi enaki? Aj štekam, da imata Zoki pa Janše privilegije, ker sta pač Zoki pa Janše, pustimo njih. A pa Koprivnikar. Še malo pa bo tožil policijo, ki upravlja svoje delo. Zraven pa ne izvede še Jelinčiča, pa reče, da je vse politični konstrukt. Koprivnikar, na cesti smo vsi enaki. Jasno? Razen Jelinčiča, ker on je plemeniti. Sploh pa, dragi Koprivnikar, po zapisniku policije si napihal samo 0,12 promila in ti se imaš za rockerja. Da te ni sram! Da te ni sram! Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.